Evo, če še nimaš izpita za avto, si nujno poglej ta video. Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. Na koncu lanskega leta sem začel malo razmišljati o izpitu za avto. Zakaj? Ker pol marca bi bil že 18 star, oziroma sem bil 18 star, ampak sem potreboval pomoč in to vašo pomoč. Zato sem vam na Instagram napisal, da mi prosim pomagajte in mi povejte, katere so najboljše avtošole v Sloveniji. In večina od vas mi je priporočalo šolo vožnje Relax in sem se odločil, da jo bom šel tudi obiskat. Ja, naprej. Dober dan. Dober dan, zdravo. Zdravo. Zdravo, Jaka. Zdravo, Jaka, veseli. Sandi. Jaz sem prišel, ker me zanima par vprašanj, oziroma par odgovor na vprašanja. Lahko kar prisedem, da čim prej Kar izvoli sesti. to Kar izvoli zrihtamo. sesti, ja? Jaz bom zdaj 18 počasi, ne? Torej bom počasi lahko imel že izpit za avto. Vem pa, da lahko grem delat pred 18 letom, je tak? Ja, tako je, ja, pol leta. No, ampak Prej. pač vsi so mi zdaj predlagali, ja, idi k Relaxu, idi k Relaxu. Jaz ne vem, zakaj naredim k Relaxu, ne, oziroma zakaj naredim k vam. In me zanima prvo, kako sploh jaz pridem do izpita pri vas? Kaj moram vse narediti, ali moram to samo okoli hoditi, kako to sploh deluje? Torej najprej, zakaj vsi pridejo k Relaxu? Zato, ker smo najboljši. Okay. Zdaj, zanima te pot do izpita. Sigurno, Drži? ja. Najprej torej, je pomembno, da narediš pri nas vpis v šolo vožnje. Res je in čisto enostavno je. Idi samo na link, ki je spodaj v opisu, izpolni vse tvoje podatke in v opombe napiši kodo Jack. Samo Jack napišeš in ogani kaj? Zrihtali smo vam popust. S to kodo dobiš čisto brezplačen tečaj cestno-prometnih predpisov. Res je, CPP vam pokrijajo oni. Tudi zaradi tega je Relax najboljši. Koda Jack. Zakaj? Zato, da te potem skupaj vodimo po vseh teh korakih do samega izpita. Torej, Ja. vi mene v bistvu vodite. Tako. Torej, jaz ne vem Tako. skrbeti, kam moram zaiti, kam naj grem. Tako. Torej, jaz pridem k vam, vam rečem, jaz bi rad naredil izpit, ni panike, Jaka, bomo mi vse zrihtali. In v bistvu vi vse posod peljete, neke vrste. Tako, mi smo kot tvoj sopotnik do samega izpita. To super. pomeni, da najprej torej se vpišeš v šolo vožnje, potem ti pa točno razložimo vse korake do izpita. To pomeni tečaj CPP. Ja. Kaj sploh je CPP? To so cestno-prometni predpisi. Na tečaju te naučijo vse znake, kaj moraš vedeti, torej vse. Kako pravilno prehitevati, po kateri strani, krožišča, križišča, kdo ima prednost, kdo nima prednosti. Mislim, na vse te opozorijo, kje moraš kaj paziti, na kolesare, pešce, kdaj lahko oni grejo. Tam te v bistvu naučijo vse, kaj moraš vedeti, da sploh lahko stopiš v avto. Moram priznati, da sem hitro opravil te 24 ur, da ne bo pomote, to zdaj ne ti 24 ur tam sediš pa poslušaš. To je 4 ure danes, 4 ure po jutrišnjem, 4 ure čez 3 dni, ampak vam hočem povedati, da hitro mije, to je najlažje. No, doma sem se pa seveda tudi pripravljal na CPP izpit. Ko sem bil dovolj pripravljen, sem v Relaxu, jaz sem pripravljen, prosim vpišite me za izpit. To so naredili, opravil sem izpit, evo, kljukica. Zdravniški pregled. Zakaj sploh zdravniški pregled? Zato, da zdravnik presodi, če si ti sploh sposoben voziti avto oziroma se sploh vsesti v avto. In to smo z Relaxom tako uredili. Prva pomoč. Tečaj prve pomoči torej za voznike motornih vozil, torej to je treba opraviti. Tam se naučite teh osnovnih zadev, seveda dolžni smo pomagati. Torej, če smo nekje prisotni v prometni nesreči ali pa kot priča in tako naprej, glavnem potrebno je pomagati. Prav je, da se pomaga in da lahko na pravilni način pomagamo. Točno to. Ja. Mene tu nekaj zanima, glede CPP predavanj in pa ko grem pol pisati CPP. Moj kolega, na primer iz Murske Sobote, on se sigurno ne bo vsem vozil v Maribor, ker je dokaj daleč. Kaj pa je zdaj z nekom, ko ni glih z Maribora oziroma Štajerske? Zdaj je tako, šola vožnje Relax ima več kot 20 poslovnih enot in učilnic po Sloveniji. Tako da zdaj, če je tvoj kolega iz Murske Sobote, on lahko tečaj naredi v Murski Soboti, lahko tudi teste piše v Murski Soboti. Zdaj, kar se tiče testov teh na izpitnem centru, lahko pišete kjerkoli po Sloveniji. To je velika prednost, ker vem, da ene avtošole ima, ne vem, samo v Mariboru eno avtošolo, ne? Vi pa da imate vse po svojoti, kar velika prednost, vsaj za moje gledalce in za moje kolege. Opravil sem izpit CPP, opravil sem vse drugo, sledi pa zdaj mislim, da že počasi vožnja. Praktično usposabljanje. Praktično usposabljanje v šoli vožnje. Torej, zdaj je tako, izbereš si avtomobil,
kakšen avtomobil bi vozil, ali pa izbereš učitelja. Torej imate dovolj avtomobilov za skoraj da vse gladko poteka, da ne rabim predolgo čakati. Tako, šola vožnje Relax je največja šola vožnje v Sloveniji, imamo več kot 40 učiteljev vožnje in predavateljev, tako da lahko izbiraš, potem imamo pa tudi, seveda vsak učitelj ima svoj avto, in zdaj za tebe imamo pripravljenega, če boš, seveda, ko boš tako daleč, novega Golfa. Drugače, zanimiva informacija, Golf je moj najljubši avto, ki bi ga sigurno rad vozil in zdaj se mislim, da mi bo želja uresničila, ne? Tako je. Ker še vedno ga nisem mogel voziti. Tako da profesor oziroma inštruktor pa boste vi moj, ali? Ne, v bistvu si lahko izbereš inštruktora izmed teh, na tem področju nas je okrog 15, tako da lahko izmed teh 15 lahko izbereš, s katerim se boš nekako najbolj zaštekal. Evo, jaz pa sem si izbral inštruktora Borisa. On me nauči voziti in mi niti malo ni žal, prava legenda je bil, oziroma je, faca. No, vam povem, nič ne bojte, tudi jaz nisem imel pojma, kako se pravilno vozi avto. Nekaj malo sem znal, ker sem že z mamo z Ateom probal, ne? Ampak niti približno, da bi znal voziti. Ampak ne skrbi, Boris me je vse naučil. Prvo me je peljal na poligon, to je prav poseben prostor za začetnike, lahko rečem. Tam ti opraviš svoje prve ure vožnje. On te tam nauči, kako se pravilno speljuje, valjda ti parkrat avto crkne, parkrat te cukne, ampak naj te ne sram, ker vsem tam avto crkuje. Jaz sem imel srečo, da sem koliko toliko že razumel, kako to deluje in on mi je dobro predstavil, tam je avto ni rabo crkti, niti ni toliko cukal, mogoče tu pa tam, ajde. Tam na poligonu te on nauči prvo osnove, kaj vse ima avto, kako sploh avto izgleda noter, kaj vse se uporablja, lahko se dolge luči prižgajo, kratke luči, bla bla bla. Na poligonu te pa tudi pelje skozi njihov poligon, ne? Ne vem, imaš slalom med ovirami, parkiranje bočno, speljevanje po hribu navzgor. Mislim, več stvari je na poligonu, ker je tudi dokaj enostavno in mislim, da boš kar hitro to rešil. Pol pa, ko vidi profesor oziroma inštruktor Boris, da si dovolj usposobljen, gre ta pa na cesto. Naj te ne bo strah, inštruktor ima vedno pod sabo pedala. Bremza, gas in pa sklopka. Da bilo kaj boš se zmotil, da boš bil v takem položaju, da boš si mislil, joj, v nevarnosti sem, ne skrbi. Če te panika zgrabila, bo on stisnil na bremzo, se boš vstavil in boš na varnem. To te ne rabi biti strah. Ampak enkrat bolj, ko si na cesti, pa moraš znanje iz CPP-ja začeti uporabljati prav pri vožnji, ne? Moraš biti malo bolj pozoren, on te tudi veš malo na začetku ti pomaga, pazi tu tisto, pazi tu leve, ne? In da ne pomote, on ti govori, kje voziš. Tada v bistvu si vse voden in je dosti lažje, ko pa si prej predstavljal. Dobro, zdaj vleče, ne? Vleče, da se časa. Jaz hitro pokritje, ne? Še vleče, izmera ta zdaj, da išče tako informacijo. Čim bolj dolgo vleče zdaj, ne? Kada je četrta, še vleče, ne? Je pa tudi res, da jaz sem imel vožnje v slabem vremenu, ko je malo deževalo, imel sem vožnje po temi, imel sem vožnje po svetlem, imel sem vožnje ob 3, ko so vsi hodili domov ali pa po otroke, kjer je bila ful gužva. Teda sem tudi probal voziti v skoraj vseh razmerah, razen v snegu, no. Kaj je tudi prednost, če mene vprašaš. In mi je tudi všeč, ker z tem inštruktorom se tudi dogovoriš, kdaj imaš čas ti voziti. On ti reče, glej, jaz sem od tu pa tu čas, kdaj ti najbolj paše. Ja, Boris, jaz pa prijem iz šole ob 2, lahko prosim takrat. Ja, alo, Boris, v torek začnem komaj ob 10, lahko prijem ob 8 voziti. Ja, lahko prideš. In smo se lepo vse dogovorili, vse je šlo zelo gladko, hitro sem končal te vožnje in mislim, da mi je šlo kar dobro od rok, v zahvalo Borisu, ker me je dobro naučil, ne. Pol pa mislim, da počasi, ko jaz naredim dovolj ur, mislim, da 21 jih potrebujem, tiste osnovne ure, da lahko se jaz prijavim na izpit, ne? Ampak fajn še je, da še jih par zraven naredim, ne? Če koliko jaz vem, da pač povadim še pred izpitom, je tak? Tako je bilo vse pri mojih kolegih. Me pa zanima, opravil sem izpit, treba sigurno plačati, ne? 18 let star, ne vam zdaj rekel, da imamo mi, moji kolegi in moji gledalci ogromno denarja za sabo. Malo težko je zdaj priti, ker vseeno izpiti niso dan danes poceni, ne? Bencin ni poceni, nič ni poceni dan danes, ne? Kako najprej mi pridemo kot neki najstniki z nekim velikim kupom denarja pa plačamo to avto šoli? Ni enostavno. Ja, ni enostavno, zato pa imamo tudi pri nas tudi rešitve. Ena izmed teh je kredit, enostavno. To pomeni, da lahko zdaj tisti, ki je zaposlen, torej starši ali kdorkoli drug, lahko v tvojem imenu, torej zate vzame kredit do 36 obrokov. To je ena od možnosti, potem imamo tudi možnost z temi obročnimi karticami, Diners kartico, lahko tudi se uredi preko nas oziroma na našem blagajniškem mestu ali pa se dogovorimo za plačilo na obroke. Super. Jaz mislim, da je prav, da še midva za moje gledalce
zrihtama še zraven en popust, ki mislim, da smo se kar dobro zaštekala, mene je avtošola do zdaj všeč, koliko ste mi vi malo povedali. Ja, sigurno bomo nekaj nekaj bomo uredili. Tako, zdaj, tvoji gledalci se lahko vpišejo preko spletne strani, tam oddajo, izpolnijo vse rubrike in pod opombe vpišejo Jack in s tem si pridobijo popust in sicer brezplačen tečaj CPP. Brezplačen. Tako je. To je to. Samo to. pod dopis, koda Jack pa brezplačen. Brezplačen tečaj CPP. Tako. Top, le. Evo, pa so vam zrihtali en dober popust, vam rekel. Gledalci bo sigurno zadovoljni, ker to vseeno je kar dober popust, ne vem, kje bi ga tako dobili. Najlepša hvala. Se vidimo. Adijo. Cvijene. Evo, zadnja kljukica. Končno sem se pridružil njim. Kaj pa to? Izpit sem naredil pri relaksu. Če pa tudi ti hočeš opraviti vozniški izpit, pa idi hitro, prvi link v opisu, ker zdaj imaš idealno priložnost, da še nekaj prišparaš. Ta se idi hitro vpisati za kodo Jack, JACK, dobiš brezplačen CPP tečaj. Alo, pa valjda ne pozabite followati Relaxovega Instagram profila, ki bo tudi spodaj v opisu. Spravimo do čim več followerov, da pokažemo, kako hudo močni smo. Drugače, če ste pa uživali v tem videu, ga pa lajkajte. Idite na moj Instagram profil in TikTok profil Jack on the Box, Jack on the Box Slow. Subscribajte se na ta kanal, lajkajte ta video še enkrat in se vidimo naslednjič, mogoče tudi na cesti. Adijo!